Zdrav. Jaz sem najprej ful hvaležen, da ste vsi prišli. Tako da res ful hvala, pa vem, da je veliko od vas imelo boljše stvari za početi. Ampak jaz nisem bil od začetka zraven. Ko so se ljudje začeli organizirati, sem jaz rekel, da imam itak preveč dela in je v bistvu Tadej začel hoditi na sestanke. In potem v petek, ko je organizacija prišla tako daleč, me je Tadej poklical in vprašal, če bom šel dati en intervju in sem rekel, ja, itak, ni problema. In potem se je zgodil Pop TV in 24 ur zvečer. Ampak jaz sem šel potem na koncert in žural in naslednji dan sem šel na rojstni dan enega kolega v Portorož in sem bil odklopljen od interneta, uspešno. In se mi zdi zelo pomembno, da se vsi zavemo, da to, kar se je zgodilo na internetu, se je v praksi veliko bolj zgodilo vam, kot se je zgodilo meni. Ker ste vsi vi, vsaj kar se tiče komentarjev, ki so bili operjeni vame, jih prebavili veliko več, bili izpostavljeni veliko večji količini hejta, kot sem to bil jaz v zadnjih teden dni. In to se mi zdi pomembno zaradi tega, ker ne smemo pozabiti, da kadarkoli se širi sovraštvo na tak način, se širi v celo skupnost. Ne glede na to, da naslavlja eno osebo, se v tej osebi vedno prepozna več ljudi. Ali zaradi tega, ker z njimi delijo spolno usmerjenost, ali spol, ali, ne vem, ekonomsko prepričanje, ali odnos do okolja. In se mi zdi pomembno, da ko to priznamo, da se zavemo, da kot posameznice in posamezniki ne bomo mogli tega rešiti. Pod takim pritiskom, ko si sam, jaz čisto razumem, zakaj se ljudem zareče in rečejo, da pač nacija, pa ne moreš nič drugega, ko ga enkrat okoli kepe. Ampak to ni okej. In vemo, da to ni okej. In zdaj, ko se zadnji čas med nekaterimi političnimi skupinami začenjajo pojavljati izjave, kot so ne rabi nas biti sram, da delamo te stvari. Jaz mislim, da vas rabi biti sram, ker samo če vas bo sram, boste premislili in nehali s tem. Kar se mi zdi pa v bistvu najpomembnejše, je, da v tem svetu, kjer v zadnjem desetletju opažamo ogromen porast depresije, anksioznosti, celega kupa ljudi, ki se identificira z raznimi psihološkimi motnjami, da te so posledica izpostavljanja nekemu okolju, ki konstantno pritiska na njih, ki nas sili v življenje v strahu, ki nas sili v to, da se moramo vsak dan spraševati, če se sploh še splača naslednji dan vstati z postelje. In edini način, da se temu lahko zoperstavimo, je, da odpiramo prostore, kjer ne rabimo biti nasilni, kjer ne rabimo biti jezni, kjer lahko tako danes vsi skupaj pridemo na trg, imamo muziko, jaz upam, da bo kdo celo plesal, pa mene bo zelo sram, ampak če moramo kaj narediti, ker ta bitka se ne bo končala, je še naprej odpirati take prostore in omogočati, da kot skupnost brez strahu in brez sovraštva rečemo ne tovrstnim politikam. A ste še z nami?